Bom posnel tale video iz principa, ker se je v zadnjem tednu ali pa pol leta vse od tiste ustavne odločbe toliko nebuloz izreklo v kontekstu posvojitev v istospolno partnersko skupnost, da sem rekel, iz principa bom pač posnel v torek, prejšnji torek, v ta Kordišev odbor. Nisem šel, ker ne bi prišel do besede. Zdaj tam neka številka ne bom. En, bi rekel, anarhični levičar meni pač ne bo solil pameti in mi dajal besede. Mislim, ampak če se mi ni citiralo v preteklosti, vse me je mal Perko povzel v tej areni, pa nakazal, da je problem posvojitev v istospolno partnersko skupnost tudi razvoj, ne samo spolne identitete, spolne želje, ampak tudi moralne razsodnosti. V smislu, da sinu dve lezbični materi ne moreta privzgojiti moralne razsodnosti. To je nek rezime mojih preteklih nekih ekspozejev, tudi v Državnem zboru, vse od leta 2011, sem napisal tudi knjigo o spolu. Nobena politična stranka, desna, ni kupila te knjige, ne. Zdaj se me pa kliče na pomoč, ja, dej še ti. Mislim, ko je pa treba bilo gostovati, recimo v nedeljskem intervjuju, je bila pa Sharon Stone, psihoanalitičarka tam pri Možini, ne. Da sploh ne šteka, ne, ker se zavzema ali pa ni jasno povedala, da dve lezbiki, dva geja ne moreta posvojiti otrok, brez da bi ta utrpel škodo. Govorimo o Nini Krajnik. Glejte, Kordišev odbor je eno ideološko skropucalo, ki ga vodi anarhist brez moralnega kompasa, kako tudi bi ga imel, če je imel kastriranega očeta, ki ga je mama v nič dajala pred sinovimi očmi, in sin, ki ne spoštuje svojega očeta, ne more čutiti, kaj je moralno prav. Postane anarhist, postane neukrotljiv, popadljiv, predator na tem ali onem področju, zadelati revolucije. Ampak, ne vem, zdi se mi korektno, moja intelektualna ta in moralna vest terja od mene, da pač posnamem tale video. Vse v torek se bo glasovalo, ovce bojo dvigovale roke, tako kot se mi ukaže. To je glasovalni stroj, tam v tem gibanju Svoboda, to so neke oprode, ki računajo na koristi, nimajo svoje hrbtenice, nimajo vesti in svojo korist dajo pred moralno prav. To se meni nikoli ne bi moglo zgoditi, ne, nikoli. To ideološko skropucalo bo doseglo, govorimo o gibanju Svoboda, da se bo v torek sprejel ta družinski zakonik. Tam v prvi vrsti je tale Simon, kaj je že, Maljevec, nek gej, aktivist. Ta je še zelo mlad, saj ga ne bo jutri doletelo nekaj, kar ga bo doletelo. Ker namreč ta agresivnost LGBT-ovske scene je tako militantna, da se bo čez 10, 20, 30 let v narodu nekaj obrnilo, nekaj se bo obrnilo. In ti geji, predvsem geji, ne toliko lezbike, bodo postali osovraženi, tako kot so osovraženi bili pred 80, 100 leti Židje. To se bo zgodilo. Ker ta militantna agresivnost ne vodi nikamor. Perejo možgane še tistim o svojim oprodam, predvsem na levici, tudi
tudi Gibanje Svoboda ima tam neko, kaj je že ta ena lampa? Lučka, na lampo se spomnim. Lucija. Tacer, to je neka smrklja pravniška, ki misli, da nekaj ve o življenju. Ta smrklja absolutno nič ne šteka. Tako je skropocalo pravniško, sem slišal iz ust najbolj nespodobnih pravnikov, ampak kje bo ta, rekel, smrklja bila kos debati, če še ustavni sodniki niso spoznali, da otrok rabi očeta in mamo. Saj tam so nastavljeni po načelu Jasne Murgel, ki ga jasno izrekla, ta Jasna, da se bodo pač zamenjali ustavni sodniki, to je izrekla v Državnem zboru 2015, ko sem jaz drugič pomagal sesuvati ta družinski zakonik. In sem najbolj nadležen za to, ker imam srce na levi, ker sem tako rekoč levičar. Ampak ne gre toliko, da nisem glup, da vem, zakaj se gre. Gre za to, da imam moralno razsodnost, da imam testosteronsko moč in govorim tisto, kar se ne sme govoriti, vsaj z ust levičarjev ne. Tam se pa širokoustijo talet Tašnar Vatovec. Kaj je že napisal? Da je družina družbeni konsens oziroma konstrukt. Mislim, zdaj, če gre nek antropolog brez dlake na jeziku govoriti o tej družini, bo začel nekako takole, da so vse družbe v preteklosti, v vseh zgodovinskih obdobjih skušale urejati tista dva, ki imata prokreativne sposobnosti. Grki so pisali ustavo in zakone. Prej so bili nepisani zakoni, ki so veljali v vseh civilizacijah, od Egipčanov, Kitajcev, tudi Inkov, ali pa če gremo gor na sever, Vikingom. Vse kulture so urejale tista dva, moškega in žensko, samca in samičko, ki imata prokreativne sposobnosti. Zakoni so bili pisani, tudi šeriatsko pravo. Vse je spodletelo pisano, ker ga je haluciniral prorok Mohamed, v objemu tiste psihoze, ko mu je angel Gabriel nekaj diktiral. Šeriatsko pravo tudi ureja neko zvezo med samičko in samčnem, se pravi med dvema, ki imata prokreativne sposobnosti. Vsaka normalna družbena skupnost bo urejala ta dva, ki imata prokreativne sposobnosti, ki lahko zaplodita otroka. To, da je istospolnost vselej bila, vselej bo, v skromnem procentu, to se ve, ampak tako, da bi pa manjšina diktirala na krilih svoje frustracije, se pravi svoje spolne frustracije, to se pa doslej v zgodovini še ni dogajalo na tak način, kot se dogaja povsod po svetu. Ampak zdaj mi v Sloveniji lahko imamo neko avtonomno gledanje na ta problem. Lahko ga imamo, ampak mi podlegamo tudi tej močni LGBT-ovski sceni, feministični, ki je prisotna v Skandinaviji. Pa tam Benelux, Nizozemska je vodilna. Tu, če kakšna zahodna država, tako imenovana razvita država, ima neko sceno liberalno na tak način, da se dopustijo, poroke med istospolnimi. Mi smo imeli ZRIPS, desna vlada ga je 15 let nazaj sprejela zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti. Tam je bilo vse normalno zapisano in potem so našli en kontekst vezan na dedovanje. In ti geji in lezbike niso bili zadovoljni, ker ne morejo dedovati na tak način kot heteroseksualni. In potem so se kot svinja v buče zaletavali v ta ZRIPS, da so ga končno sesuli. Ampak ni problem ZRIPS, ni bil, ampak je problem njihova spolna frustracija. Geji in lezbike
so v svojem spletu okoliščin, v odraščanju predvsem, postali pač istospolni v spolni usmeritvi, ne. Dopadejo se jim istospolni partnerji, seksajo z istim spolom, ne. Sej obstajajo ene 4 protokoli, po katerih človek postane gej, istospolno usmerjen, se pravi gej ali lezbika, čeprav lezbike so lahko ženske, tako rekoč vsaka, ker je narava razrešitve Oedipovega kompleksa pri ženskah pač takšna, da je tako rekoč vsaka ženska lahko v enih spletih okoliščin kar pohotna tudi do istega spola. Tudi feminilne ženske lahko prakticirajo seks z istim spolom, ampak to niso neke ranjene duše, ortodoksne, radikalne lezbike, ampak zaradi praspomina na prvi objekt želje, ki je istega spola, zaradi mamice, ki je istega spola kot hčerka, lahko ženska v odraslosti prakticira seks z istim spolom, pa zanjo ne moremo reči, da je lezbika, ki se v objemu frustracije in zavidanja penisa zgleduje po moških in se potem tudi v seksualnih praksah obnaša po moško, se pravi, s tem nekim enim straponom penetrira v svojo bolj feminilno partnerico. Vse to je mogoče pri ženskah, ampak gej pa ne more kar tako gej nastati. Obstaja tudi genske anomalije, ena zadnjih, ki se je na tak način po mojem videnju razkrila, ni tale Mr. Bowl, to poznam zgodbo že več kot 10 let, ker je Matjaž Odlazek razkril, da mu je sin ženska, ne. Pač to govorim, ker se je javno razkril. To zgodbo poznam več kot 10 let. Pia Bordon, tako je, Lija Bordon, kaj je že. Prej je bil nek Janez. Ta je všečno govorila, vedno se je počutila kot moški, imela kot moški družino, zdaj je pa ženska, ne. Sej simpatično govori, feminilni gej je bil, ampak zaradi verjetno genskih anomalij, ampak načeloma so pa spolne zlorabe pa napačno razrešen Oedipov kompleks v disfunkcionalni primarni družini. To sta 2 točki, zaradi katerih moški postanejo geji. Ok, če odmislimo še te hermafrodite, ki se zaradi genske mutacije rodijo z obema konceptoma genitalij. Pustimo zdaj to. Ampak vsaka normalna družba ureja samčka pa samico, ki imata lahko svoje potomce, da se združujeta v nečem, čemur mi rečemo družina, ne. V angleško govorečih državah pa je to family. Father and mother, I love you. Jaz sem 10 let nazaj rekel, da bi se družini lahko reklo mamoča, mama, otrok, oče. In kaj bi pol te zdaj imeli istospolni, tudi družine? Ja, imejte geje, penis, penise, žene. To so neke terminološke pasti, v katerih bi se lahko istospolni ujeli, če bi bila terminologija korektna. Družiti se, imamo družino, in se družijo samci in samice, ki imajo prokreativne sposobnosti in se tudi poročajo. Poroki se primejo in se poročajo. Lahko se tudi ženske okrog bokajo, moški okrog ramajo, ponogajo, karkoli, poročamo se moški in ženske. Mi moramo imeti neke termine, ki označujejo nekaj. Ti, ko priješ nekomu na obisk, a boš prišel z ženo? Ja, z ženo bom prišel, ne. Ne moš biti moški pa rečem, bom prišel z možem. Ok, se reče, ampak se ve vnaprej, da bo eno veliko nelagodje, ker 2, ki sta geja, to nezavedno človek ve, da imata neko rano v svojem odraščanju, neko rano, ker se jim je izmaličila spolna usmeritev. Biti gej ni normalno. Zdaj, če si upate strokovnjaki, psihostrokovnjaki to govoriti, verjetno si ne upate, jaz si upam, ker jaz sem pač vse izgubil
se izgubljam po tekočem traku, ne vem, tudi predavanja, ne, zdaj, včeraj so me obvestili, da ta Rogaška Slatina odpade. Bog ve zakaj. Zato, ker so bili opravljeni določeni klici, da vodeb ne sme predavati. Kaj vse se še meni onemogočalo? Levi mi onemogočajo dostop do medijev zaradi svojih travm v povezavi z mojim znanjem, psihoanalitičnim znanjem, desni mi pa onemogočajo dostop do medijev, zato ker pozitivno gledam na NOB, na partizanstvo, tudi na socializem in sem prosocialističen. S tezo, da socializma demokratičnega ne moramo imeti več, ne. Tukaj me pa kakorkoli že. Slovenska družba bo s to legebitrovsko feministično ideologijo demolirana. Ok, ti geji bodo prišli pod, rekel, neko nakovalo družbene jeze, tam se jih bo mlatilo ko prasce. Čez nekaj let, desetletij, zato ker so bili tako agresivni v kontekstu posvajanja otrok. To, da se en člen spremeni, mislim, v družinskem zakoniku se lahko spremeni tudi celo vesolje, zdaj se je 6 členov spremenilo, 2015 se je poskušalo 5 členov spremeniti, se pravi ukiniti spol. Če bi zdaj spremenili en člen pa rekli, tudi živali so osebe ali pa tudi opica je oseba, zakonska zveza je pa skupnost 2 oseb, in bi opice posvajale otroke. Ali pa zakaj bi zdaj pa 2 osebi imele, sej geji pa lezbike lahko tudi v 4-čkih seksajo ali pa v 5-čkih, 3-čkih, vse ni važno. Zakaj pa ne bi bile zdaj 3 osebe, zakaj ravno 2? Ja, zato, ker 2 osebi imata prokreativno sposobnosti in to, če sta različno spolni. Ko govorimo o različno spolnih osebah, je treba povedati, da je moški, zdaj pa govorimo o psihoanalitičnem jeziku, bitje s penisom, pa ženska bitje brez penisa, oziroma bitje z vagino, ok, ima tudi klitoris, ima dvodomne genitalije, kar pomeni, da njeno seksualno uživanje je lahko vaginalno, je sprejemajoča, če je feminilna, lahko je pa tudi klitoralno, se pa bolj po moških zgleduje in zdaj klitoris je resnici na ljubo epicenter ženskega uživanja. Ampak tudi feminilne ženske imajo pa to neverjetno željo po zamašitvi, se pravi, vaginalno je treba zamašiti, ker rada sprejema, to je psihološka kategorija, sprejema pa od moškega, ki je dajajoč zaradi ejakulirajočega penisa. In ta dva, s tema 2 konceptoma genitalij, ki se koitusno kompatibilno ujemata in imata prokreativne sposobnosti, se družba tudi v družbenih kontekstih normalno strukturira oziroma organizira. Zato ženske ne morejo kar delati vsega tistega, kar moški delajo. V enih vojnah je ena sama faličnost, zdaj, če se ženska bori v vojni, če je partizanka, bi se dalo reči, da pride do simbolne disonance. Če ženska vozi šleperja ali pa avion, če je pilotka, je to simbolna disonanca. Če moški pleše striptiz, gre za simbolno disonanco, ker tam ne kaže lepega telesa. Lepo telo zaradi kastracijskega kompleksa kaže moškemu ženska. Vsi poklici imajo svojo simbolno logiko. Vse se lahko preskakuje, pa je tudi odličen kuhar moški, se potem Ramzi Kurči ali pa Jamie Oliver, ampak rojevanje ima simbolno ozadje oziroma simbolno nasledstvo v kuhanju. Sposobnost dojenja z dobro dojko ima v ženski afiniteto do servirati hrano moškemu ali pa tudi otrokom, zaradi sposobnosti dojenja. Moški nima sposobnosti dojenja. Vse to so neki konteksti, ki zaznamujejo družbo v smer
simbolne logičnosti, ki jo diktira anatomija genitalij. To so znanja, ki se ne smejo predavati, jaz sem tukaj predrzen in pač govorim, kar se ne sme govoriti. Zdaj, če se vrnem k tem debatam, kaj je ta Simon Maljevec, kaj je ta gej trobezljav v teh odborih pri Kordišu ali pa v državnem zboru zdaj v petek, ali pa kaj je ta Nataša Sukič, brez očeta, ko tam priznava, da ja, itak, da nisi imela očeta, če si pa zabluzila totalno, ne v lezbištvo. Na lezbištvu mi je tudi Tatjana Grajev, druga poslanka Levice, ne, 2 lezbike imajo. Ona je klicala duhove, se je pogovarjala z umrlo mamo. Mislim, to je tista zablodnjavost, v katero zajadrejo tisti fantje tudi in punce v odraslosti, moški in ženske, ki niso imeli močne figure očeta ali pa močnega očeta. Ne? In potem tam govorijo, tale Sukičeva govori, da desnica tumba oče, mati, ne? In potem pravi, da so očetje tudi pijanci, ne? Pa da njen oče je zapustil, pa tako naprej. Pa da se pretepa družina strani pijanega očeta. Že. Imamo zakone, ki urejajo nasilništvo v družini. Imamo zakone in s temi zakoni se bojo agresivni očetje prizemljili ali pa zaprli, sankcionirali. Ne, s tem, da je treba vedeti, da moški, ki je agresiven do ženske, recimo serijski morilci, vsi so nastali v otroštvu v povezavi z mamo. Mama ustvari serijskega morilca, pa oče je odsoten ali pa simbolno kastriran. Ne? Za otroka je pomembna ljubeča družina, to sprejemajočost. Ni važno, kdo je zdaj ljubeča oseba. Joj, kako je ta baba butasta, ki je to izrekla. Govorimo o Nataši Sukič, pa saj ta strokovna doktrina je prisotna tudi v psihologiji, tudi mogoče nekateri psihiatri, predvsem psihiatrinje gredo v to smer, da je potrebna negovalna ljubeča oseba. Ne? Zdaj, spol pa ni važen. Joj, še kako je spol važen, zato ker se misli mrežijo. Otrok nekaj misli pri 2, 3, 4 letih, ko razrešuje Oedipo kompleks, potem pa misli pri 5, 6, 10 letih in misli tudi v puberteti. In ko spozna anatomijo genitalij v smislu, kako imajo te kompatibilne genitalije prokreativno sposobnost, kako so kompatibilne v koitusnem smislu, kako penis nekam sodi in komu kam sodi, ne? Da gre za moški penis, sodi oziroma gravitira v žensko oziroma mamino mednožje. To otrok slej ko prej spozna in ko spozna, se določene misli zmrežijo za nazaj, se povezuje logika. Ne, ta oedipalna scena je ključna pri mislenju anatomije genitalij, kastracijski kompleks v širokem smislu. Otrok misli anatomijo moških genitalij, očetovih genitalij in oče mora tam biti prisoten kot bitje s penisom. Otrok, sin to misli, deklica misli, hčerka na svoj način. In deklica ve, spozna, tako kot sin spozna, da obstaja sicer otrok, deček misli brez genitalno bitje, se pravi, da je deklica ženska brez spolnih organov. To misli deček. On šele spozna naknadno, da ima mamica tam neko luknjo, ne, kamor gravitira očetov penis. To je vedel že mali Hans. To je Freudov 5-letni pacient. On je vedel, da očetov penis nekam gravitira. In te misli se mrežijo za nazaj. Ne, če je negovalna oseba, oče, se mu določene misli napačno mislijo, sinu, hčerki ne na tak način.
In ko se razrešuje kastracijska bojazen pri sinu, mora biti preteči kastrator bitje s penisom, torej oče, mora biti. Ker če je mama, se njegova moralna razsodnost začne dogajati na spodletel način. Fundament za poznejše moralno razsodje je pri sinu drugačen, če sta mamici dve lezbiki. Tak sin ne more, poslušajte dobro, tak sin ob dvema lezbikama ne more razviti postkonvencionalne moralne razsodnosti, ker mora biti oče, kot bitje s penisom, ki mu krade mamico. Oče mora biti bitje s penisom in preteči kastrator, preteti sinu, torej v smislu, da sin spozna, da je očetova žena bolj njegova žena kot njemu mamica. Ne? Se pravi, sin mora dojeti, da je njegova mamica bolj očetova žena in mora biti poražen v boju z očetom kot bitjem s penisom. In očeta se mora bati se mora očeta, ne mame kot bitja brez penisa. Če se bo bal mame, bo črtel ženske, bo agresiven do žensk. Mama je ljubeča do svojega sina. Oče pa kastracijsko preteč. Ne smeš si želeti moje žene, tvoje mamice. Če si želiš, sledi kastracija. Ta fantazma se mora zgoditi, ker se ta fantazma uveljavlja v vseh poznejših skušnjavah, ko moški v skušnjavi izbira med lušnim uživanjem in prav. In mora prav zmagati, ne lušen. In prav zmagati, če je otrok bil poražen v kastracijskem tem boju, kastracijski bojazni strani bitja s penisom, strani očeta. Te temeljne zakonitosti ne vejo psihoanalitiki, ve Žižek, ve Dolar, pa tam podpirajo levico, ne? Pa se izpostavlja. Zdaj pa ne rečejo, čakajte malo, tole pa ni, ne, hec. Ne? Vejo geovski psihoanalitiki, Bogdan Lešnik, Matjaž Lunaček, ne? Veste, kaj sta rekla? Sej Vodeb ima prav, ne? Ampak kaj potem, če otrok ne razreši Odipovega kompleksa, ne? Sej bo pa na psihoterapijo hodil v odraslosti. Teh je, ki rabijo psihoterapijo, malo morje, ne? Potem so pa pravniki malo začudeno gledali. In zdaj bomo mi sprejemali zakon, zaradi katerega bodo sistemsko posvojenci, ki bodo šli v isto spolno partnersko skupnost, recimo moški, prikrajšani za očeta z dvema lezbičnima mamama in ne bojo čutili moralne razsodnosti. Zaglavili bojo v zaporu, ne? Ja, državo bojo tožili v smislu rasica, kaj si ti meni država naredila? Ti spodleteli levi politiki, kaj ste naredili? Dve mami ste mi dali. Sistemsko. Ne? Mama naj se gre, ne vem kako, z injekcijo oploditi. Naj si ga njen prijatelj gej zdrka v eproveto. Ona pa se naj sama oplodi. In bo sama mama kriva. Si bo sama zakuhala kalvarijo za svojega otroka. Ne more biti pa država tista, ki bo uničila življenje nekemu sinu, ki ga bodo vzgajali dve lezbiki. Ta sin ne bo čutil moralne razsodnosti. Tudi da Bog obstaja, ne bo čutil, ker ni imel očeta, kapodibanda, bitja s penisom, katerega beseda bi nekaj veljala. Beseda tistega, ki ima penis med nogami, mora veljati. In deček mora to biti tega deležen. In te misli se stihijsko naselijo v vse otroke, ki imajo takšne pa drugačne družine. Če se starši med sabo pokoljejo, če se ločijo, so starši krivi. Če pa država kriva, zato da ima nekdo kalvarijo, se pa državo lahko toži. In švedski posvojenci so tožili švedsko državo. Res, da niso dobili tožbe. Tisti posvojenci, ki so jih Švedi posvajali iz Afrike pa iz Azije, ne? Pa so rekli, mi smo tukaj črne ovce, celo življenje trpimo, ker imamo črno kožo v pegasti Švedski in so tožili državo. Sej
niso dobili te tožbe, ampak mogoče bi pa na Evropskem sodišču dobili. Se jo ne bi dobili. Veste, zakaj ne bi dobili? Ker so vsi ti sodniki levo politično usmerjeni. Tako kot teh 5, ali koliko jih bilo teh naših. Ali 6, ne vem, razen Jakliča pa Svetliča, kaj sta že, 2, sta imela ločeni mnenji. Vsi ostali so pa ideološki vojaki, hlapci leve ideologije, spazite, sodniki, da vas ni sram. Pisem. Ne vem, ko naj še rečem. Pa se pa sklicujejo strokovnjaki, recimo, ko je že Ana Marija Sobočan, neka bunka tam iz fakultete za socialno delo in piše ustavnim sodnikom svoje ekspertno mnenje. Ona je feministka. Njeno ekspertno mnenje vsebuje dikcije, da ni pomembna spolna usmeritev staršev. Da ni pomembna spolna usmeritev. Pa ta butasta sploh ne ve, da je problem vhodni spol v starševanje. Vhodni spol, ne pa spolna usmeritev. Še tega ne ve. Tega ni vedela niti Ljubica Marjanovič Umek. Vse to sem jih jaz naučil, ampak ta je malo premlada. Ana Marija Sobočan je premlada, da bi se spomnila, ko sem leta 2012, pa 2015 govoril v kontekstu spolna usmeritev ne sme biti diskriminajoča v 14. členu. Pa kdo govori o spolni usmeritvi? Čisto zgledno lahko očetuje gej, če ima za ženo ob sebi lezbiko. Sta napačno spolno usmerjena, ne? Ta dva sta čist normalna, lahko starša, ok, svoj sex life imata, kakor ga pač imata, ampak otrok mora imeti bitje s penisom ob sebi za očeta in bitje brez penisa za mamo. In tako se mu psiha normalno razvija. Spolna usmeritev ni problematična, ni pomembna v resnici, ampak vhodni spol v edipalno fazo. V edipalni fazi se misli kastracija, ne, anatomija genitalij. In tam se mora zgoditi kastracijska bojazen pri dečku strani bitja s penisom. In te kreteni čist nič ne vejo in ne pustijo, da bi se to znanje uveljavilo. Meni se meša, ne. In potem te desničari ne vejo od muk, ko bi, še ne mes, da bi jaz šel v te njihove medije. Ne, ker jaz pa gledam na partizane preveč pozitivno. Mislim, zdaj pa imate, ko imate. Mislim, ta narod mora biti kaznovan za svojo glupost. Levičari, vi morate biti kaznovani, naj pocrka vse, kar leze na tem svetu in gre. Zaradi te anarhične, pretegnjene ideologije legibitrovskega pa feminističnega gibanja. Ker nimate moralne razsodnosti. Vi ste totalno, moralno nerazsodni. Vi ste pokvarjeni. Judith Stacy, Timothy Biblars sta dokazala, te dva sta bila gejovska aktivista, feministična aktivista, ki sta dokazovala, kaj sta dokazala? Nič. Otrokom so mirili psiho. Ja, pa kako boš ti otroku miru? Čez 30 let 5 tega otroka gledati. 5 posvojencev v isto spolno partnersko skupnost je spregovorilo. 5. Sem povedal, kira imena so. Robert Oskar Lopez, Heather Berwick, Mili Fontana, pa Katie Faust. So spregovorili, ne smejo več nikamor, ker so spregovorili kongresnikom, ne tega delati, ne posvajati istospolne partnerske skupnosti. Zdaj pa pete vi v farmacevtsko industrijo, pa vprašajte, kdaj neko zdravilo pride v uporabo. Veste kdaj? Takrat, ko zdravilo nima nikakršnih stranskih učinkov, pri nobenem eksperimentalnem tistem poskusnem zajcu. Takrat pride v splošno uporabo. Zdaj so pa ranjene duše prišle v družbo in se ve, da so psihično zmotene zaradi istospolnega partnerstva. Ne vse. Vete, kjer ne? Tiste, recimo, prenoma ta 2 geja tudi punčko, ne? Ali ko imate fantka, punčko, vse ni važno. Ampak tisto punčko ima skozi stara mama od enega od teh gejev. In se dobro razvija, ja, zato, ker ni v gejevski skupnosti. Lahko bi pa bila skozi v gejevski skupnosti. Ta sirota. Ali pa tiste 2 Slovenca, ima ta Zoja, ne? Zoja ima redne stike s svojo biološko mamo, ona 2 sta kupla to punčko. Kupla sta jo.
Ne? In so punčka dobra, ima dedja pa fadarja. Ne? Dva moška ima za starša, ampak ona ima redne stike s svojo biološko mamo. Ne, pa se lahko približno normalno razvija. Ampak to je nek unikum, ki se lahko zgodi, ali se pa ne. Država bo pa pri nam sprejela zakon, po katerem se bo naprej vedelo, da če bo ta dva istospolno vzgajala tega otroka, da bo ta defekten, ne bo bolan, bomo specifiko v strukturi osebnosti, ne? Psihiatrično rečeno, imel bo nedefinirano motnjo osebnosti, ki jo ne bo mogel pozdraviti, ker to ni bolezen, ampak je motnja osebnosti. Ne vem, kaj naj še rečem. Dosti tega, kar sem povedal.